Lep pozdrav, spoštovani in spoštovani v oddaji Sreda v sredo. December je že tak čas, verjetno so seveda tudi drugi meseci v letu, ko se ljudje sprehodimo, stopimo do različnih turističnih agencij, da si najdemo morda kak dan, vikend, morda teden, ki je na lepšem, da se spočijemo, da si naberemo novih moči. Turizem je namreč vseeno ena pomembnejših, zame osebno, kar se perspektive tiče, razvojne perspektive tiče, ena najpomembnejših gospodarskih panog na svetu. Nekje sem prebral podatek, da pravzaprav v globalnem smislu 10% domačega BDP-ja gre na račun turističnega izplena in da je pravzaprav že danes na svetu približno milijarda turistov, gre za enormno količino oziroma število ljudi. Zdaj pa, če se spomnim slovenskih podatkov, neposredno od turizma v tej ljubi deželi na sončni strani Alp živi okoli 45.000 ljudi, posredno okoli 105.000 in turizem prenese v slovenski nacionalni bruto proizvod 13% realizacije. Še večji znesek oziroma odstotek pa je na tisti plati, ko govorimo o izvoznih dosežkih turistične industrije v Sloveniji. Vanjo seveda sodijo poleg hotelov in drugih zmogljivosti seveda tudi tako in drugače agencije, ki se ukvarjajo pravzaprav s tistim, kar mi želimo nekje doživeti. In zato se mi zdi kar prav, da imam nocoj prijetnega gosta, za katerega sem že kar nekajkrat povedal, da je zame en svojstven svetovni popotnik, kajti če bi zdaj imel tu pred sabo zemljino kroglo, pa bi pokazal s prstom, kje pa še nisi bil, bi težko našel kako pomembnejšo destinacijo, ki je še ni obiskal. Toliko za uvod. Moj gost je Jože Režonja iz agencije Relax Turizem d.d. iz Dravograda. Dobrodošel, midva se sicer bolj poredko vidiva, čeprav se pa dobro poznava. Ja, lep dober dan, posebno čast mi je, da lahko sodelujem v tej oddaji. Jože, to, kar sem v uvodu povedal, želim dobiti iz vaših ust potrditev, da gre pri turizmu za izredno pomembno gospodarsko panogo. Ja, prav gotovo ena najpomembnejših gospodarskih panogov. Podatki prej so bili točni, torej približno milijarda ljudi potuje, v letu 2015 bi naj bilo to že praktično 1,2 milijardi turistov, ki so potovali po svetu. Podatki so seveda točni, ker so to podatki Svetovne turistične organizacije, kar mislim, da skoraj 1300 milijard ameriških dolarjev se obrne v turizmu. To so res enormni podatki. Pravzaprav je tudi turistična panoga v Sloveniji oziroma ta sektor dokaj dobro urejen in dobro štima, kljub temu, da ga večkrat kritiziramo. Ti podatki, da je 13% domačega bruto družbenega proizvoda, kar 40% prispeva turizem pri izvozu storitev. V svetu sva prej že rekla, da 10% bruto družbenega proizvoda in tako v svetu kot v Sloveniji vsako 11. delovno mesto je nekako vezano na turizem. Seveda so to različne države, recimo Črna Gora, kar 20% bruto družbenega proizvoda BDP-ja različno. Recimo v Egiptu samo 6%, vemo zakaj, ker je tam še vedno veliko nafte. Tako da ta turizem resnično je postal neverjetno pomemben, pa ne samo v tistih najbolj razvitih državah. Vemo, da še vedno v turizmu prednjači Evropa, kajti v teh 1,1 ali 1,2 milijarde turistov jih še vedno polovica obišče Evropo. Torej Evropa še vedno najpomembnejša receptivna država. Zanimivo, še vedno največ gostov obišče Francijo, na drugem mestu nekje Združene države Amerike, potem Španija. Vse bolj seveda od 10. mesta pred leti, pa še prej
bolj zadaj prodira Kitajska, ki bo prav gotovo za nekaj let tako na prvem mestu po receptivi, torej po prihodu gostov, kot tudi po emitivnem turizmu, torej države, ki dajo največ turistov. Največ turistov še vedno prihaja iz Nemčije. Nemčija, potem Velika Britanija, vse te države, tudi Združene države Amerike, ki prispevajo kar te 3 države, 30% turistov, ki potujejo v druge države. Potem Švedska, države Beneluxa, tudi Avstrija, Italija, zelo močno emitivne države, šele potem nekje tam po 10. mestu pride Rusija, neverjetno pa napredujejo te države iz tako imenovane skupine BRICS, mislim, da sem pravilno povedal. Brazilija, Rusija, Indija in pa Kitajska, torej res prave velesile in te države bodo v prihodnjih letih naredile prav gotovo revolucijo v svetovni turistični industriji. Kitajska, podatek, da samo v tem hipu gradijo, mislim, da 600 hotelov, prestižnih hotelov, ni hotelske verige na svetu, ki ne bi vlagala na turizem na Kitajskem, tudi na južno-kitajskem morju, potem pa v vseh velikih kitajskih mestih, ki jih bi lahko rekli v pol dneva podrejo in zazidajo sodobno infrastrukturo z mega turističnimi kompleksi. Tako da res bo Kitajska potem tudi zelo pomemben dejavnik oziroma te dežele BRICS. Tako da nekako se ta razporeditev je še vedno na strani Evrope, ampak počasi se ta težišča tudi spreminjajo. Še naprej imam podvprašanje namreč zakaj. Tako kot se v ostalih segmentih industrije, naprimer avtomobilski, razvijajo avtomobili, postanejo vse bolj sodobnejši, vse bolj, takšni in drugačni, je tudi turistični produkt stvar razvoja. Nekoč je verjetno bilo nazaj, par desetletij, dovolj, da si ti nekomu zagotovil posteljo, hrano in pa, plažo, pa je to bil ta produkt, ki ga je takratni turist iskal. Danes pravzaprav turist to najmanj išče, oziroma je to tisto, kar je nujni pogoj, da nekam gre, vse ostalo je pa tisto, kar ga privlači. Še vedno je seveda pri nas stereotip za turista, tako kot ste omenili v razmišljanju. Torej, pred 90 leti je to bilo sonce, morje, pesek, 7-krat, pol penzion ali pa najem apartmajev. Turizem se neverjetno spreminja tudi na tem področju. Recimo neverjetno napreduje mestni turizem, ki ga morda pri nas nekoliko zapostavljamo. Prava izjema je Ljubljana, ki zelo dobro dela na tem področju, vendar pa v Evropi, potem tudi drugod po svetu je ta mestni turizem neverjetno razvit. Povezave seveda s tistim, kar mesto ponuja. Tako, predvsem v evropska mesta, tu prednjačita seveda Pariz in pa London, ki sta daleč najbolj obiskani prestolnici. Zanimivo pa, da največ Evropejcev oziroma turistov sveta, ko pridejo v Evropo, obišče nemška mesta. To pomeni, da Nemci enostavno zelo dobro delajo na tem segmentu turizma in veliko pridobijo od tega, recimo, če pogledamo Berlin, ki je nekakšna prestolnica mladih, potem Köln, Düsseldorf, München, Nürnberg, ki niso ne vem kako pomembna mesta, vendar pa se v turizmu neverjetno hitro razvijajo in veliko ponujajo. Pri mestnem turizmu je dobro to, da ni sezonskosti. Torej, nekako turisti prihajajo ne samo takrat, ko je recimo v Berlinu cvetijo lipe, unter den Linden, ampak tudi praktično preko celega leta. To pa tudi z različnimi dogodki in k temu pa pripomore ne državna politika, ampak mestna politika. Lep primer je tudi pri nas Ljubljana, ki resnično se je dobro utrdila pri tem mestnem turizmu. In ta mestni turizem je neverjetno velik segment. Torej, to je en izmed vrsti turizma, ki včasih ga praktično ni bilo oziroma nekako se je zanemarjal. V zadnjem času pa to neverjetno pomemben, tudi Dunaj, Salzburg, naša bližnja mesta, da ne govorimo tudi o italijanskih mestih. Tako da recimo ta segment, poslovni turizem, tako ali tako poslovni turizem niso samo potovanja, da se nekaj dogovoriš, ampak temu poslovnemu turizmu tudi veliko drugega spada. Seveda pa si sodobni turisti iščejo veliko drugih, predvsem doživetij. Tako se spreminja tudi ponudba hotelov. Pravijo, da je pravi trend oziroma v prihodnosti
bo veliko poudarka na kulinariki, na kulinaričnih doživetjih. Turisti bodo iskali nekaj res domačega, avtentičnega in ta kulinarična industrija se tudi zelo hitro razvija. Nekako še vedno je v ospredju predvsem ta počitniški del all-inclusive ponudba, torej vse vključeno v ceno, vendar pa morda že v ne tako daljni prihodnosti bodo pa turisti tisti, ki bodo iskali take hotele, kjer bo enostavno nekakšna prezentacija hrane z določenega področja, ne vem, ali je to Španija, zjutraj to ob 10, to ob 11, to popoldne, zvečer, nekakšna gastronomska, kulinarična doživetja. Torej tudi eden izmed teh segmentov, ki tudi veliko vpliva na sodobne turiste. Veliko turističnim spremembam prinašajo mladi, ki potujejo nekoliko drugače, z nahrbtniki, backpackerstvo. In mladi se poslužujejo tudi drugačnih načinov rezervacije, nekako so tudi bolj pogumni in tudi nekako spreminjajo ta turizem, če se to turizmu, svetovni turistični industriji dopade ali pa ne. Seveda se potem vsi temu tudi prilagajamo. V začetku sem že rekel, da ste zame svetovni popotnik v določenem smislu. Vaša agencija pravzaprav preden ponudi nek nov produkt, seveda najprej ta produkt v celovito stestira, po domače povedano, torej ga obdela z vseh strani, pa me zanima, kaj je tisto, ko nekam greste, kaj iščete, kaj skušate sami sebi kot turist odgovoriti, da potem lahko ta produkt ponudite naprej? Ja, v Sloveniji pravzaprav vemo, po čem turisti največ poprašujejo, to so predvsem še vedno poletne počitnice, julij in pa avgust. Vse bolj nekako se razvijajo tudi določeni segmenti turizma, recimo seniorski turizem, ki je neverjetno razvit na zahodu, tako v Združenih državah Amerike, predvsem v Angliji. Vsi poznamo turistično agencijo Saga, ki odpelje veliko angleških turistov, tam je še 100 takih agencij, tudi prave turistične borze, ki so namenjene samo temu segmentu, torej seniorski turizem. V Sloveniji je to nekako recimo zanemarjeno, mi se s tem ukvarjamo že 20 let, tako smo v letošnjem letu prepeljali več kot 20 tisoč gostov te populacije, torej seniorske populacije. Vemo, da je v Sloveniji praktično 1/4 upokojencev in to je velik segment. Ta turizem postaja pomemben zato, ker tudi ta populacija vse več potuje, ker je vse bolj vitalna, zdrava in tudi izobražena, tako da resnično veliko potujejo. In v turizmu se je seveda potrebno prilagajati, preden mi odkrivamo nove destinacije, razliščamo tržišče oziroma tiste potrebe, po čem naši gostje povprašujejo. In po teh analizah se potem pač odločamo, katere destinacije odpreti. Nekako še vedno je torej Jadranska obala in pa obale Mediterana tisto, kjer največ Slovencev počitnikuje. Vemo, da samo ob hrvaški obali je skoraj 1 milijon slovenskih gostov že zadnjih 50 let in vse prognoze kažejo, da bo to tako še dolgo naprej. Na Mediteranu se pač menjavajo te tradicionalne destinacije, kot so, ne vem, grški otoki, tisti najbolj znani grški otoki, da jih ne bom našteval, prav gotovo poslušalke in poslušalci poznajo. Potem tudi Španija, Severna Afrika, ki v zadnjih letih nekako pač stopica na mesto zaradi dogodkov, ki so se zgodili na teh destinacijah, Tunizija, nekako se je previjala tudi Libija že naprej, ampak je tam se turizem ustavil. V Egiptu tudi trenutno situacijo poznamo, čeravno v Egiptu se turizem ni ustavil in tudi turistični strokovnjaki, tako svetovna turistična organizacija, kakor tudi egipčanski minister pravi, da bodo pač v turizmu imeli recimo 10-15% izpada v naslednjem letu. To so dokaj točne ocene. Torej, to so te destinacije, kjer Slovenci največ nekako počitnikujemo oziroma potujemo. Potovanja iz Slovenije so tudi vezana predvsem na Evropo. Zelo malo Slovencev potuje organizirano, torej z agencijami po svetu. Mi smo se temu sicer prilagodili v zadnjem času, pridemo do tega, ko bomo rekli, kako raziskujemo te destinacije, torej tudi daljša potovanja. Zelo enostavno, pač enostavno je tu potrebna analiza tržišča, tudi želje gostov in potem pač enostavno odpiramo nove destinacije. Ena izmed takih je recimo Albanija, ki je zelo zanimiva destinacija. Ki se še šele odpira, ne? Pač Albanija se šele odpira,
po prognozah tudi Svetovne turistične organizacije postaja Albanija najbolj perspektivnih trgov v tem delu, torej v jugovzhodnem delu Evrope, torej na tem delu praktično Mediterana, oziroma tam, kjer se konča Jadransko morje in začne Jonsko morje. Albanija je pravzaprav svojevrsten fenomen. Albanijo praktično spremljam zadnjih 20 let in Albanija se je neverjetno razvila praktično na vseh področjih, tako na področju infrastrukture, tiste osnovne strukture, kar je zelo pomembno za turizem. Ko smo pri turizmu, seveda turizma ni brez infrastrukture. Tu trpi tudi turizem v Pomurju, kajti nimamo letališča, Mariborsko letališče ne deluje, vsa druga letališča so predaleč in avtoceste sicer nekaj to doprinesla tudi pomurskemu turizmu, ampak tu se pozna, da ta infrastruktura osnovna je velik problem. Albanci so se morda tega zavedali in tako kot je ta dežela bila pred 20 leti daleč nazaj od vseh teh držav, ki jih poznamo recimo na Balkanu, je v teh 20 letih neverjetno hitro napredovala, torej infrastruktura, letališča, avtoceste gradijo praktično iz Prištine skoraj do Tirane, je že moderna avtocesta, tudi na drugih odsekih to gradijo. Iz Ohrida se včasih je bilo se prav avanturistično prebijati po nekih hribih, sedaj si tam v 2 urah iz Ohrida v Tirani. In pa predvsem hotelska infrastruktura zaenkrat na področju Drača, Dures, torej tam, kjer je tudi največje pristanišče v tem delu Mediterana oziroma Jadrana. Nedaleč stran so se razvila torej ta letovišča v bližini Drača. Pravi fenomen so Albanci, kajti še pred nekaj leti so praktično vsako leto odprli vsaj 30, 40, 50 hotelov 4 zvezdice. 50 hotelov je neverjetno velika številka za slovenske razmere, če vemo, da je v Sloveniji 180 hotelov že 40 nekaj let in na vidiku niso gradnje novih hotelov. V Ljubljani zdaj naj bi se gradil Sheraton novi. Ja, ampak to je premalo. Kakor dobro, slovenski turizem je zelo dobro organiziran, ampak osnovna napaka, največja napaka oziroma pomanjkljivost slovenskega turizma je prav ta infrastruktura, torej tudi namestitvene kapacitete, tudi morda prave luksuzne kapacitete za moderne turiste. No in Albanija, recimo v Črni Gori 350 hotelov, tako majhna dežela, ki je več kot enkrat manjša od Slovenije, in kar 350 hotelov, ali pa če primerjamo, Riviero Rimini v Italiji, ki je dolga 35 km, in tam je kar 2500 hotelov. Torej ta obala italijanska vzhodna. Brez izdatne podpore tujih investitorjev od tega ne v Črni Gori, pa ne v Albaniji ne bi bilo. Ja, Albanija je primer, da so Albanci zelo pristopili k temu odprtih rok, nekako so se obrnili na svojo diasporo, torej na svoje prebivalce, ki so bili zaposleni v tujini, predvsem v Italiji, v Združenih državah Amerike, in na zelo spodbuden način so jih privabili domov in dejansko so vlagali ta denar v te hotele in tudi drugi investitorji. Črna Gora je primer. Črni Gori je trenutno, mislim, da skoraj 4 milijarde investicij. Veliko je tujega kapitala, recimo Sveti Štefan je v rokah Aman grupacije, ki ima posebno strategijo oziroma zaprt tip počitniškega turizma oziroma tega turizma. In Sveti Štefan danes je v dolgoletnem zakupu res na vrhunskem nivoju. V Črni Gori pa poleg tega gradijo res super luksuzne hotele, tudi grupacije iz Srednjega vzhoda, tako da ja, odprli so se pač temu. V turizmu v Sloveniji pogrešamo te tuje investicije. Kader je pa vseeno tisti, ki pravzaprav da sok ponudbi, kvaliteti ponudbe. Če pridejo tudi investicije, vedno pride kader, vedno pride znanje, kar je najbolj pomembno. Investicije so vedno tudi potem generator znanja, kajti z investicijami seveda pridejo kadri. Kadri so pa v turizmu res izredno pomembni. Morda tudi kritika šolskega sistema v Sloveniji, ki nekako ne zasluti te priložnosti v turizmu, kot je to, v sosednji Avstriji, ko se ta študij turizma oziroma šolanja turizma so najprej
Fachschule für Tourismus, torej vemo, kaj pomeni fach, ne, te poklicne šole, ker se pač mladi naučijo v tej srednji šoli v turizmu vse tisto, kar je najbolj pomembno, in potem Fachhochschule prevedava strokovna visoka šola, šele potem univerze in veliko let dela in potem res dobiš vrhunske turistične kadre, ki so potem lahko direktorji turističnih resortov naseli. Veliko takih malenkosti v turizmu, ko smo že pri tej, je recimo, ne vem, ko smo v kulinariki, ne, pri nas recimo premalo cenimo, pravzaprav ne vemo, kdo je v nekem hotelu šef, torej glavni v kuhinji, ne. V tujini so ti šefi blagovne znamke hotelov, ki se ponašajo s kako tudi Michelinovo zvezdo. Ki se ponašajo z Michelinovo, ne vem s čem vse, in ti kuharji se potem v svetu prodajajo, tako kot profesionalni košarkaši, nogometaši. Morda bo pri nas turizem tudi na dosti večji stopnji takrat, ko bodo pač ti kuharji oziroma šefi vredni vsaj toliko kot slovenski poklicni nogometaši ali pa košarkaši. Povejte mi, torej, premalo se izpostavljajo. Absolutno, s tem se popolnoma strinjam. Je katera nacija na tem svetu, ki pravzaprav lahko na osnovi njenih trendov ugotoviš, kakšni bodo trendi v svetovnem turizmu? Pa trendi v svetovnem turizmu so dokaj jasni. Vse več ljudi na svetu želi potovati, ne. Torej, največja revolucija se bo zgodila, ko bodo resnično začeli množično potovati recimo Indijci in pa Kitajci, ne. Kitajci bodo že za nekaj let, jih bo potovalo več kot 100 milijonov, ne. Tudi svetovna turistična industrija napoveduje, da bo leta 2030 potovalo ne samo 1 milijarda, ampak 1,8 milijarde, pa morda to brez številk kitajskih in pa indijskih turistov, ki bodo tako začeli potovati. Zdaj, teh trendov je veliko, ne. Trend počitnikovanja bo še vedno ostal, kajti nekako tudi v teh recesijskih časih radi rečemo, oziroma tudi strokovnjaki iz ekonomije pravijo, da je pač turizem antirecesijsko zdravilo. Tako da resnično ljudje potujejo kljub tem globalnim recesijskim razmeram, globalni ekonomski krizi. Nekako turistična potovanja ali pa oziroma počitnice v celem svetu postanejo nekakšna osnovna potreba, vemo, katere so tiste osnovne potrebe, ampak turizem pa takoj zatem potem pride na vrsto, ne. Tako da resnično turizmu se splača posvečati, ne samo kot mikro, ne vem, v turističnih agencijah oziroma turoperatorji, tudi na državnem nivoju in pa tudi na vse zadnje na regijskih nivojih, če je primerjava recimo Pomurje ali Štajersko, in pa tudi ta mestni turizem, ne. V kolikšni meri je turizem je vseeno občutljiva gospodarska panoga. Zelo hitro se odzove tudi na krizne razmere, tudi konec koncev na vojne spopade. To, kar smo bili priče v zadnjih 2-3 mesecih, oziroma zdaj že malo več, kar se tiče tako vojaških spopadov, ne vem, v Siriji, Iraku, konec koncev sestrelitev ruskega potniškega letala s ruskimi turisti, je v določeni meri vnesel nemir v turistično industrijo. Vedno take situacije pač vnesejo nemir v določenem časovnem obdobju, tudi v določenih regijah. Vemo, vsaj zadnjih 30 let, ko spremljamo te dogodke po svetu, se je vedno nekaj zgodilo, ali so bile to elementarne nesreče, ali so pa bili vojne oziroma teroristični napadi. Najbolj blizu nam je Pariz z dogodki, ki so se zgodili 13. novembra. Takoj naslednji teden so padle nočitve v pariških hotelih za 25%. Vemo, da Pariz je torej najmočnejša prestolnica poleg Londona za mestni turizem, ne. Mislim, da v Parizu se 50 ali 60 milijard zaslužijo od tega mestnega turizma. Mi 2 milijardi letno. Mi 2 milijardi, ja, take so te razsežnosti recimo v Parizu. Tudi recimo obiski lokalov so v Parizu padli za 10%, ne tako kot so napovedovali, kako so se bali, vendar tudi te razmere se nekako že stabilizirajo, recimo hoteli niso več minus 25%, ampak nekako to gre že na 10%. Seveda je tu nastala velika škoda v tem krajšem časovnem obdobju in kar nekaj časa bo trajalo, da se bo Pariz spet opomogel, ne. Prav tako tudi recimo Egipt, ne, kjer so bili ruski turisti in pa
in pa angleški turisti praktično 2/3 v Šarmu, torej na Sinajskem polotoku, in ti so se za določen čas umaknili. To se je sicer tudi že večkrat zgodilo, tudi že v prejšnjih napadih v Šarmu ali pa kje drugje. Nekako se potem to stabilizira, ne. Tudi strokovnjaki z turizma, tudi Svetovne turistične organizacije in drugi analitiki pravijo, da bo še turizem naprej rasel po približno isti stopnji, ampak v globalu, torej v celem svetu. Mislim, da je bila letos rast skoraj 5% poprečna, pravijo, da bo drugo leto tudi tako in da bo ta trend trajal vsaj tudi v naslednjih, ne vem, 30 let, koliko so pač te prognoze realne. Ja, ti teroristični napadi oziroma tudi elementarne nesreče vsekakor v nekem določenem časovnem obdobju, lahko bi rekli krajšem časovnem obdobju, res vplivajo predvsem na določene destinacije, tudi na določenih emitivnih tržiščih, kot je to v tem primeru Rusija sedaj, tudi Turčija in pa Rusija, ampak vsi verjamejo, da se bo ta stvar zelo hitro poštimala med Rusijo in pa Turčijo. Sicer Turčija je tako močan dejavnik v turizmu, da se enostavno hitreje prilagaja. Sicer ruski turisti niso tako pomembni kot v globalnem smislu. Govori pa se, ne, da če se ruski turist umakne, da pravzaprav en čas potrebuje domača turistična industrija, da zapolni zmogljivosti. Ali potem gre s kakimi dumping cenami ali kaj podobnega? Ja, na določenem področju. Ja. V globalu ruski turisti niso v ospredju, kajti prej smo že govorili, da so najmočnejše emitivne države Nemčija, Združene države Amerike, potem Velika Britanija in vse prej naštete evropske države. To so države, ki producirajo turiste, ne. Seveda bodo 2 leti nazaj je bil velik problem črnogorskega tržišča, ko so pač tiste znani probleme z vizami, pa ne vem še kaj vse je bilo, pač to so nekako ruske agencije bojkotirale Črnogoro, oziroma tudi zaradi vižnega režima, tudi na Hrvaškem se je to isto zgodilo, ne. Ampak so se recimo Črnogorci, ko se je to zvedlo recimo na berlinski borzi, ki je nekje februarja, začetkom marca, so potem do začetka sezone nekako poštimali in se enostavno pač obrnili drugim tržiščem. Značilnost sodobnega turizma je, da se zelo hitro prilagaja, ne. V tej dobi tako dobrih letalskih povezav, kot jih seveda še ni bilo nikoli, so vse boljše, se to hitro zgodi, če si seveda fleksibilen. Povejte mi, prav to, kar ste zdaj rekli, v kolikšni meri lahko na razpoloženje potencialnega turista vplivajo neka dejstva, na primer zdaj govorili ste o Črni Gori. Črna Gora je pred dnevi sprejela vabilo, in to z velikim veseljem, da se včlani v zvezo NATO. A je lahko to za, bom rekel, vzhodnega turista negativni predznak, da se ne odloča za kaj takega? Ne, to je morda samo lahko, če bi v Rusiji sprejeli kak embargo za odhod svojih turistov v Črno Goro, drugi turisti, vzhodni turisti pa niti niso pomembni v črnogorski turistični bilanci, kajti na prvem mestu so sicer še vedno ruski gostje. Kar se tiče srbskih gostov, so v Črni Gori v manjšini, ne tako kot so bili včasih. Srbski gostje so zelo orientirani na Grčijo, predvsem na ta del v Egejskem morju, ki je njim najbližje, ker gravitirajo tudi z avtobusi, z avtomobili. Tako da Črna Gora ni odvisna od vzhodnih turistov. Tudi zelo malo turistov z Češke, Poljske je v Črni Gori. Črna Gora se je orientirala navzven. Črna Gora je lep primer, kako se globalno pozicionira. Črna Gora je že vrsto let na vseh globalnih televizijskih postajah najmočnejših in res za Črno Goro vedo praktično po celem svetu. V zadnjem času so se odprli tudi za te kruzere oziroma za križarjenja, Kotor, v letošnje leto tudi Bar, tako da in pa tudi čarterske povezave praktično z vseh evropskih letališč. Zelo popularna Črna Gora postala v Veliki Britaniji, potem v deželah Beneluxa in pa v Skandinaviji. Tako da ne, ta pristop EU-ju oziroma NATO zvezi bo morda malce pač grožnja iz Rusije, vemo zakaj, zaradi geostrateških vplivov, ampak jaz mislim, da to ne bo vplivalo na črnogorski turizem, ker Črna Gora bo tudi tako mikro in pa zelo dobro orientirana na druga tržišča. Povejte mi, torej zelo hitro se človek otrese nekega strahu pred tem, kaj se mu lahko zgodi, če gre na avion pa se pelje neko destinacijo.
ker jaz sem pač v mojih morda rahlo konzervativnih razmišljanjih premišljal približno tako, no, če je že avion potencialno nevaren, se bo pa peljal z avtomobilom do neke bližnje destinacije, to se pravi evropski turist se bo znova odločil bolj za cestno, železniško, avtobusno pot, kakor pa z avioni. Prav danes sem nekje prebral, da naj bi nek avion, ki je bil namenjen čarterski, nekam v Egipt, zasilno pristal v Budimpešti, ker je bila javljena grožnja z bombo v avionu. Ja, takih in podobnih poskusov, tudi groženj, upajmo, da ne tistih z realizacijo, da se ne bodo zgodile, to se bo dogajalo, ne. Ampak sodobni turisti, še vedno je vsa statistika na strani letalskih prevozov, tu se radi pokecamo, da dosti več žrtev v cestnem prometu, kar je seveda tudi v končni fazi res, ne. Po teh zadnjih dogodkih v svetu ni padel občutneje, oziroma pravzaprav ni padel letalski promet na teh medevropskih povezavah, tudi ne na medcelinskih povezavah. Vemo, da je bilo prav grozljivo takrat po 11. septembru, so bile res napovedi, da se bo letalska industrija sesula, zrušila, ampak se je to kmalu stabiliziralo in vemo, da od takrat je letalska industrija neverjetno hitro napredovala praktično po celem svetu. Zelo hitro se te razmere nekako uredijo. Zdaj, če sva pri slovenskem turističnem produktu, v kolikšni meri se na nacionalni ravni srečate vi, ki ste en od teh segmentov, pa tisti, ki pravzaprav imajo škarje in platno. To je Ministrstvo za gospodarstvo, to je Slovenska turistična organizacija, to so hotelirji, to ste vi. Pravzaprav je, se prej rekel, da slovenski turizem dokaj dobro organiziran, ena bolj vzornih gospodarskih panog v Sloveniji, tudi so videla zelo koristnih za Slovenijo, tudi še zelo perspektivnih. Mi, ki smo iz neposredne proizvodnje, bi lahko rekli, nekako pogrešamo res tisto koordinacijo vseh naštetih akterjev, ki ste jih našteli. Relax ni samo orientiran navzven, torej da vozimo goste v tujino, ampak smo že pred leti stopili v ta proces internacionalizacije, torej stopa na tuje trge. Tako so naše podjetja na Češkem, Srbiji, Hrvaškem. Zelo hitro bomo štartali tudi na Nizozemskem, v Rotterdamu imamo že ustanovljeno podjetje in vse to tudi iz tega razloga, da bi povečali ta incoming v Sloveniji, kajti tu vidimo tudi priložnost. Tako recimo nekako veliko gostov pripeljamo iz Češke v slovenska zdravilišča in terme. Takrat, ko smo začeli ta produkt, so nekako vsi zmajevali z glavo, če iz Čehi ne bodo potovali v Slovenijo. Tolikih zdravilišč, koliko imajo doma. Koliko imajo doma, koliko imajo na Slovaškem, koliko na Madžarskem in tudi cene so take, ne. Ampak mi smo dokazali nasprotno. Ja, morda je res premalo te povezanosti med produkcijo teh paketov, torej hotelirji, tudi na vse zadnje prevozniki in pa političnim gospodarstvom. Tu seveda veliko krat kritiziramo, mi, ki smo v tej neposredni proizvodnji, da Slovenija nima ministrstva za turizem. Ne. Slovenija bi si po teh številkah, ki smo jih danes v uvodu omenila, vsekakor zaslužila ministrstvo za turizem, kot ti veliko krat govorimo, da ima Slovenija neverjetno veliko priložnosti v turizmu, mislim, da si Slovenija to vsekakor zasluži. Ste v dialogu s tistimi, ki želijo pošiljati svoje turiste, torej Nizozemci na primer, srečate s kakim takim za morda slovenske razmere, ne bom rekel, da nenormalnim, ampak ne vsakdanjim predlogom. Naprimer, govorimo o aktivnih počitnicah. Pojem aktivnih počitnic v Sloveniji, pa pojem aktivnih počitnic na Nizozemske se razlikujeta. Tako, razlikujejo se tudi turisti, ne, recimo, jaz veliko krat rečem, da mi Slovenci, če moramo potovati z avtomobilom na Korčulo, ne vem, ali pa v Črnogoro z avtomobilom, za nas to veliko breme, nekaj nepotrebnega. Recimo, čisto drugačna filozofija turistov Zahoda, Skandinavci, Benelux, torej Belgija, Nizozemska, vse te države, za njih se počitnice zovejo že en dan prej, preden začnejo pakirati stvari v avto in ko se peljajo na destinacijo. In to je potem tudi tisto, da tudi takrat, ko smo imeli tisto akcijo v Sloveniji, stranske poti, ki ni uspela v Sloveniji,
je to v tujini čisto drugače. Ne. Zato tudi ta notranji turizem, recimo v Nemčiji, se neverjetno hitro razvija, ko Nemci počitnikujejo ne samo v tujini, to sicer ne vpliva na odhod nemških gostov v tujino, ampak veliko prispeva k nemškemu gospodarstvu, kajti veliko Nemcev potem počitnikuje doma, ravno zaradi tega aktivnega turizma, ki so ga neverjetno dobro razvili, ali pa Avstrija z vsemi temi neverjetno urejenimi kolesarskimi potmi. Če kolesarite iz avstrijskega Šentilja ob levem bregu reke Mure do Gornje Radgone, so to tako vzorno urejene kolesarske steze s postajališči To sem sam preizkusil. V vsaki vasi, ne vem koliko je teh, ko ponujajo Zimmerfrei, torej proste sobe, ko pa pridemo na slovensko stran, pa žal tega ni, ne, in tu je ta priložnost. Ne. Seveda se srečujemo s temi zahtevami in ti gosti, ki so orientirani na ta aktivni turizem, iščejo pač tiste destinacije, kjer je to v ponudbi. Zato recimo je Avstrija velja sila v turističnem biznisu oziroma na turističnem tržišču. In kaj bi nastalo, da se malo bolj ozremo k sosedom, pa da vseeno neke vzore prenesemo, ne da bi bili nenormalno kritični? Ne? Ja, prav gotovo nič. Ne. Jaz velikokrat mi je zelo žal slovenskih vinogradov, ki so ob mejah, recimo Lendavski Gorice, od Strehove, če se pogovarjamo, ker smo oba iz Prekmurja, Goričko, potem Prlekija, Kapela, Radgonske Gorice. Če gremo na vinske avstrijske ceste, recimo v Mariboru, če gremo tam v Jurijo preko meje, ne, je v septembru in oktobru tam turistov, da jih ne moreš prešteti, in to petek, sobota, nedelja in pa tudi med tednom, ko stanje pečejo praktično pri vsakem vinotoču, pri vsaki slivi, bi lahko rekli, kot radi rečemo, tudi ponudba teh mladih vin. Ko pa potem pridemo preko meje na slovensko stran, redki, pa ne moremo kupiti pečenih kostanjev, ne, ali pa domačega vina in take ponudbe. In to je res 2 kilometra razlike in je res čisto drugačno. Zdaj pa pri sistemskem vprašanju. To je veliko sistemsko vprašanje, zakonodaja, o kateri mi danes nimamo časa. Celo s 1.1.2016 uvajamo elektronske blagajne, oziroma tole, kar pomeni, tega v Avstriji ne poznajo. Ne, še vedno tam dobiš na navadnem listku napisano, da to stane 4 evra. Ker mu država verjama, da ima, ja, pač ima ta pavšalni sistem plačevanja davkov v tem pasu ob mejah, ampak mi danes to ne bova rešila. Sej vem, da ne, ampak vseeno lahko pa upozoriva. Lahko pa na to upozorivate. Namreč to je zelo velik problem slovenskega turizma in recimo v Avstriji na ta način so samozaposleni veliko družin, ne, in to prispeva seveda tudi k zmanjšanju brezposelnosti. Vemo pa, da Slovenija je največji problem vedno nekako v teh obmejnih področjih. Namreč konec koncev, kolikor vem, tudi avstrijski kmet, ki ima, ne vem, pašnike na nekem smučišču, je čez zimo tisti, ki podaja sidra ali pa, ne vem, ratrak vozi, da urejuje sneg. Kar je normalno, pa nas tega ni. Teh primerov je našteto, ne. Tako da, mislim, podrobnost res tu je škoda zahajati, ampak res ta praksa bi enostavno pač se morala implementirati pri nas, ampak je to sistemski problem, ki se pač mora rešiti v bližnji prihodnosti, če ne bomo zaostali v tem turističnem smislu. Povejte mi, Jože, kam bi Jože šel zdaj? Jutri, pojutrišnjem, kam bi se odpravil? Ja, veliko je. Destinacije, kjer še niste bili, ali kjer ste že bili, pa bi še enkrat šli, pa dvakrat? Ja, težko je zdaj to, pač zelo rad potujem večkrat na kako destinacijo, ker destinacijo je potrebno spoznati z večjih vidikov. Ravno v teh dneh smo imeli predstavitev črnogorskega turizma v Sloveniji, ker sem bil že velikokrat v teh 20 letih turistične kariere, ampak vedno znova odkrivaš nekaj novega, ne. Neke nove ponudbe. Praktično potovati je lepo kamorkoli po svetu, ne. Na vse zadnje gosti zelo radi prihajajo tudi v Pomurje, oziroma na Goričko, ne vem, ali pa v druge predele Slovenije. Ne vem, zelo rad imam mestni turizem. In kaj vzamete od tega, konec koncev, ne samo sobo pa kulinarični del, ampak tudi nekaj vzamete, to so kulturno-zgodovinske znamenitosti, ali je to, ne vem, kulturna ponudba? Vsako mesto, recimo, ne vem, New York, ki je največja mešanica vseh narodov na svetu, ker govorijo več 100 različnih jezikov, ker je veliko teh muzejev, ne vem, vsega je res pravi, 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 pravi,
pač v taka mesta moraš potovati vsaj, ne vem, ne 2-3 dni, ampak vsaj 10, 12, 14 dni za pokušino prvikrat, da se vsaj približno spoznaš z takim mestom, da res potem iz tega mesta to odneseš, ne. Vedno, ko me pa kdo vpraša, kako potovati, je pa na svet zelo enostaven, ne. Treba se vsaj nekaj malega pripraviti, da spoznaš ali deželo, ali mesto, kamor greš, tako malce zgodovine, malce geografije. Že naprej, ne? Naprej. In vse približno moramo vedeti, kako tam živijo domačini, kako se obnašajo, kako se ponašajo, kakšna je tam kulinarika. Namreč, če se ne pripravimo na to, doživimo tako imenovani kulturni šok. Kulturni šok je pa ena največjih bolezni, ki jih lahko turist doživi. Kulturni šok potem tudi pomeni to, da nekaterim je slabo, nekateri bruhajo, nekateri vidijo vse pač najslabše na neki destinaciji. Če pa se vsaj to osnovno pripravimo na neko destinacijo in da potem poskušamo tudi tisto kulinariko in da ne rečemo, da tam vse grdo, pa ne vem kaj, da nekaj na ulici tam kuhajo, pa to ne, pa ne doživimo kulturnega šoka in potem je to potovanje, se ti zavedno vtisne spomin in imaš potem veliko koristi od takih potovanj, kajti vse posod, kamorkoli gremo, tu je ta dejavnik, turizem, ki vedno izobražuje, ne. Nenazadnje letos, ko je bil svetovni dan turizma, so vsi ti strokovnjaki, pravzaprav voditelji te turistične industrije poudarjali samo en slogan, ne, milijarda turistov, milijarda priložnosti. Torej, milijarda turistov, milijarda priložnosti. Ali milijarda pa pol turistov, milijarda pa pol priložnosti. Pravijo, da je to nekakšna nevidna vojska, veliko o tem razmišljam in skoraj da v to verjamem, da je to nevidna vojska, ki bo nekako stabilizirala svet. Kajti v vsakem trenutku, vsak dan je po celem svetu, praktično v vsakem kotičku nekaj milijonov teh medkulturnih srečanj, to je, ko ljudje potujejo iz enega na drugi konec in pravijo, da ima svet perspektivo, da ne bodo vojne uničile sveta, ampak da bo nekako ta nevidna roka sveta, torej turizem, ta turistična industrija, so to svojo logistiko, logistika tudi posebna znanost, ki spada v turizem, ne, premagale te temne oziroma sile, ki nekako napovedujejo, ne vem kaj vse. Nekje sem prebral, zelo zanimivo. No. Verjamem, to je odlično, ampak nekje sem prebral tudi to, namreč, ne vem, napoved čez 20, 30, 40 let, da pravzaprav vas, turoperaterjev, v takem smislu, kot zdaj obstajate, praktično več ne bo, ker bo vse opravil svetovni splet. Ampak ne verjamem, jaz sem že malo sicer starejši, ne verjamem zakaj, ne, ker konec koncev, če jaz grem nekam, kamor ste mi vi priporočili, pa sem ali nisem zadovoljen, nek feedback, odgovor nazaj morate dobiti, ali dobrega ali slabega. Komu bi ga potem naslavljal, če ne živemu človeku? Ja, veliko se govori o tem, seveda se turistične agencije oziroma turoperatorji oziroma organizatorji potovanj spreminjajo z svetlobno hitrostjo, ravno tako kot turistična industrija. Letos smo videli, da je Evropska skupnost, Evropska unija sprejela direktivo o organizatorjih turističnih potovanj, ki nekako potem te internetne ponudnike izenačuje z nami, ki se organizirano ukvarjamo z turizmom, torej da bi imeli enako odgovornost tudi tisti, ki turiste pošljejo nekam preko interneta. Kajti veliko je bilo problemov glede tega na različnih, ne vem, pač teh spletnih portalih, tako da Evropska direktiva nekako bo sedaj tudi to uredila. Vsekakor turistične agencije bodo ostale, saj ne vem, ali bo to še dolgo vrsto let, bo vsaj 50 ali 60-40 v korist organizatorjem potovanja. Tudi v Nemčiji, ker je največja turistična velesila, torej ki producira največ turistov po celem svetu, največja emitivna država, ki tudi turistov veliko sprejme, so se prebivalci Nemčije in nekako zaznan upad rezervacij preko spleta, so se začeli spet obračati nazaj na turistične agencije, verjetno zaradi varnosti, tudi iz večjih razlogov. Namreč tudi pri nas je filozofija ta, da naši prodajalci več niso samo prodajalci, ampak so svetovalci. Se to je tisto, ja, to, kar sem hotel slišati. Ja. Svetovalci, ki pač svetujejo svojim gostom, kam na počitnice, dejansko za njih poskrbijo vse in to prihodnost turoperatorstva oziroma organizatorja potovanja prav v tem, da bomo postali svetovalci. Vemo pa, da povsod po svetu je vse bolj to v trendu, da imaš svojega svetovalca, to bodo svetovalci za prosti čas, imaš svojega svetovalca za zunanji videz, potem, ne vem, za denar,
In tako bo postalo tudi na področju turizma. Povejte mi na koncu, ker nama se počasi za najm pogovor čas izteka, kdaj boste vi dokončno, Jože in Reženja, zadovoljni, ali takrat, ko boste ugotovili, da ste približno enako število gostov odpeljali na tuje in enako število gostov iz tujine pripeljali v Slovenijo? Vsekakor bomo takrat zelo zadovoljni, če se bo to zgodilo, kajti tu imamo potem še veliko manevrskega prostora, tudi za večanje svoje rasti. Namreč prihajam iz podjetja, ker še vsakoletno še vedno rastemo, kljub temu, da imamo že velik obseg poslovanja in tudi veliko zaposlenih in smo zelo ponosni, da rastemo. Prav v tem incomingu v Slovenijo, torej prihodu gostov v Slovenijo, vidimo torej še veliko priložnosti. In eden najpomembnejših produktov v prihodnjih letih v poslovnem sistemu Relax bo prav produkt Slovenija. Prije se začela, da nimamo samo počitnic in pa potovanja, ampak smo se odločili tudi za eksotična potovanja praktično po celem svetu. In ta katalog smo začeli s potovanjem okrog sveta, torej prvi tak produkt je potovanje okrog sveta. In začelo se bo v Sloveniji ali se bo končalo v Sloveniji potovanje okrog sveta? Ja, vsekakor se bo začelo, verjetno, z avtomobilom na enega od bližnjih letališč. Kajti moramo vedeti, da so tudi taka transkontinentalna potovanja nekako vedno najbolj rentabilna, če se gre iz velikih letališč. So sicer tudi povezave potem z ljubljanskega letališča ali pa z graškega. Ja, začelo se bo v Sloveniji, ampak potem polet z enega izmed najbližjih velikih letališč. In na koncu, res na koncu, preprosto, leto 2016 je tu, čeprav imamo še do konca leta 2-3 tedne, pa vendar, kako kaže? Po teh ultra first minute rezervacijah v turizmu zelo radi uporabljamo tujke, torej po teh rezervacijah za hitre prijave. Naj še samo to pojasnim, da te hitre prijave to ni finta turističnih agencij, ampak je to dogovor hotelirjev, letalskih prevoznikov, da pač čim prej se gostje prijavijo na določene destinacije. Ti podatki kažejo, da bo naslednja sezona v skladu s tem, kar napoveduje Svetovna turistična organizacija, torej da bo turizem rasel za 4-5% na svetovnem merilu. Pogoj je seveda, da ne bo kakih novih pretresov, ne vem, terorizma in podobnih zadev. Seveda upamo vsi na to. Hvala lepa za pogovor in vse dobro 2016. Hvala za prijeten razgovor in prijetne želje. Nasvidenje. Mi pa se vidimo čez teden. Srečno.